Torej, smo ponovno v Lendavskih goricah s tem, da smo sedaj v obznožju stolpa. Sam stolp se nahaja tukaj na zemljevidu, torej stolp, ki je za mano, in če smo bolj pozorni, lepo vidimo te z roza barvo narisane črte, to je v bistvu državna meja, ne? In se lepo vidi, da smo dejansko v kljunu kokoši. Tu je stolp, tu je Lendava, kraj Lendava in dejansko tu je kljun, ne? Tu je v bistvu tromeja med Slovenijo, Madžarsko in pa Hrvaško, ker južno od te črte, od te roza črte, to je Hrvaška, tu je Čakovec, torej središče Međimurja, tu je Varaždin, to je že varaždinska županija, tako da in potem naprej dol Zagreb in Hrvaška. Meja v času druge svetovne vojne, torej po prvi svetovni vojni je pač nastala ta meja, ki je tukaj narisana, seveda tu med Slovenijo in Hrvaško ni bilo meje, le okrajne. Tukaj, gor na severu je pa tromeja med bila pa še danes med Jugoslavijo, Avstrijo in pa Madžarsko. To je tromejnik in te vasi v tem kljunu, tudi v bistvu nekako ali po tem trikotniku, to so dejansko porabske vasi. Porabske slovenske vasi, ki so v bistvu porabci so skupaj s Prekmurci pomenili, so predstavljali ogrske Slovence, ki jih je dejansko meja leta 1919 oziroma 20 prerezala, ne. Prekmurski Slovenci so pristali v Jugoslaviji, dočim so porabski Slovenci, teh je 9 vasi, tu pa je Monošter, torej Sengotard, so postali na Madžarskem in v tem kljunu. Tako da v bistvu tukaj je ta potekala meja med Madžarsko in Jugoslavijo, ki pa je potem aprila leta 1941 izginila, s tem, da so Madžari priključili Prekmurje k Madžarski, Nemci pa so se potem priključili Štajersko k Rajhu. Meja med Madžarsko in Nemčijo je v bistvu potekala na reki Kučnici, tukaj se nahaja reka Kučnica, nekje tako teče in se zliva v reko Muro, tako da tu je reka Kučnica, ki je bila v bistvu dejansko več kot 800 let meja med avstrijskimi deželami oziroma avstrijskimi kraji in pa Madžarsko. Tu je Gornja Radgora, tam Radkersburg in potem se je tekla meja med Madžarsko in pa nemškim delom po reki Muri, vse do sem, do Gibina oziroma Razkrižja in potem tukaj naprej po teh delih vse do središča ob Dravi. Tako da, in kar je Madžarska je imela v bistvu mejo z Hrvaško potem na reki Dravi, tako. Ker je Međimurje pripadlo k Madžarski, znotraj Madžarske pa k Zalski županiji. Samo Prekmurje pa je bilo prerezano politično upravnem smislu že za časa Avstro-Ogrske in na to ponovno potem od leta 1941 do 1945 na dva dela, nekje tukaj je potekala meja na sredini, spodnji del, torej tako imenovani Lendavski okraj, je pripadal Zalski županiji s centrom v Zalaegersegu, zgornji del, torej Soboški, Mursko-Soboški okraj, ta del, pa je pripadal v bistvu Železni županiji s centrom v Sombatheju. Tako da to je razdelitev nekako Prekmurja na polovico, s tem, da je bil Soboški okraj v bistvu večji od Lendavskega, okoli 55 tisoč prebivalcev živelo v Soboškem kraju in okoli 35 v Lendavskem, tako da to je nekako zneslo okoli 90 tisoč prebivalcev. Od tega je bilo približno 70 tisoč Slovencev, govorimo o podatkih, ki so tam nekje z leta 1921 pa 30, torej takoj po prvi svetovni vojni. Slovenci so živeli predvsem v srednjem delu, Madžari kot druga najštevilčnejša etnična skupina je živela na vzhodnem delu pokrajine. Lenda je bila nekako neko središče te manjšine, madžarske manjšine, ob meji tukaj. Druga skupina, ki jo potrebno omeniti, so bili Nemci v Prekmurju, ki so pa živeli tu zgoraj v Prekmurju, torej na severovzhodnem delu pokrajine. To so v bistvu 3 oziroma 4 vasi, kjer so bili predstavljali večinsko prebivalstvo vse do leta 1945, Kramarovci, Fikšinci in Ocinje, pa del Serdice, to je Rotenberg, v ostalih predelih pa so potem prevladovali Slovenci, tako da to je nekako taka etnična razdelitev Prekmurja. Pomembno je omeniti še 2 skupini, in si mislim, versko skupino, Prekmurci so v glavnem katoličani,
je pa zelo številčna tudi in tudi procentualno močna evangeličanska skupnost in pa je bila vse do leta 1944 v bistvu tukaj zelo pomembna tudi judovska skupnost, ki pa nažalost zaradi holokausta v bistvu skoraj dejansko prenehala obstajati. Zelo malo ljudi se je vrnilo z teh taborišč in še ti, ki so se vrnili, potem so kar nekaj jih je potem šlo naprej, emigriralo v Izrael ali pa na zahodu oziroma v Ameriko. Dve središči so imeli Židje oziroma Judje v Sloveniji, to je Mursko Soboto in pa Lendavo. V obeh krajih sta bili sinagogi, Lendavska še vedno stoji, Soboško so pa potem v 50 letih v bistvu zrušili. Kar je še pomembno to, da v času med obema vojnama so v Prekmurje naselili Slovence, koloniste, naseljence z Primorske in pa tudi iz osrednje Slovenije, pa čeprav predvsem z Primorske in pa tudi iz slovenskih naselij Prekmurja. Slovenci iz Primorske, oziroma naseljenci so bili predvsem naseljeni v okolici Dolnje Lendave, teh vaseh Kamovci, potem Petišovci tukaj ob reki Muri, Benice in Pince Marof na obeh straneh reke Ledave, to se ne vidi zdaj na tej sliki, oziroma na zemljevidu, in pa tukaj nad Lendavo je kraj Dolga vas, ki je nam znana izporočili, saj je tam mejni prehod, tam pa so bili tudi v enem predelu naselja, v tako imenovanem Dušanovcih, tudi naseljeni ti naseljenci. In te naseljence so madžarske oblasti leta 1942 internirali v internacijsko taborišče Šarvar. In to Šarvar pa se nahaja tukaj v Železni županiji, to je približno okoli 60-70 km od Lendave, z železnico, ki je šla mimo Lendave, oziroma Lendave lente in tako naprej, so jih odpeljali potem v Šarvar. In so bili tam v tem taborišču vse do leta 1945, dokler jih niso v bistvu vojaki Rdeče armade osvobodili. Tako da, kratko na kratko. Sicer pa je lepo razvidno, da ta krog lepo pokaže 50 kako te razdalje. To je 50 km, nekje smo do Maribora, rabimo 63 od Lendave, tako da, in kot sem že prej omenil, zanimivo to je pa zanimiva ali pa posebnost tega stolpa pa Lendave, da v bistvu z tega stolpa se nahajamo v Sloveniji, imamo pa v sosedstvu zelo minimalni razdalji takoj Madžarsko, proti severu pa severovzhodu, proti jugu imamo Hrvaško in proti zahodu imamo Avstrijo, približno 30 km. In ta raznolikost, torej, ni samo državna raznolikost, tudi kulturna in pa etnična raznolikost, saj, kot sem že rekel, na Madžarskem imamo predvsem madžarsko prebivalstvo, tukaj so Hrvati in nedaleč od tod pa so že Nemci in pa seveda potem Slovenci. Tako da dejansko 4 kulture, 4 različni jeziki tudi in pa identitete se tukaj srečajo, se izpopolnjujejo, se povezujejo, tako da je v bistvu to tvori dejansko to etnično raznolikost Prekmurja in pa tudi versko. In pa, ko smo že omenili te razne skupnosti, ne moremo mimo še ene skupnosti, to so pa Romi v Prekmurju. Sicer že viri, seveda, že odprej najdemo, tudi popisali so jih večkrat. Glavna središča romske skupnosti se nahajajo v bližini Murske Sobote, to je naselje Pušča, tudi v bližini Lendave, Dolgi vasi imamo eno večje romsko naselje in pa potem v blizini Črenšove, tu se ni ne vidi na zemljevidu, nekje na pol poti med Lendavo in Mursko Soboto se nahajajo Črenšovci. V Beltincih je ena večja romska naselja, torej več takih romskih naselij imamo v Prekmurju. Predvsem po drugi svetovni vojni je bilo marsikaj storjenega na področju socializacije, tako da so jih vključili v življenje teh vasi, v katerih so živeli, ob katerih so se nahajala ta romska naselja, in dejansko to je tudi pripomoglo temu, da so v Prekmurju torej večinsko prebivalstvo in pa romsko prebivalstvo dokaj dobro povezani, dokaj dobro sodelujo, torej nimamo nekih večjih trenj. In tudi Romi so se zelo dobro socializirali, k temu je tudi pripomoglo to, da so se tudi zaposlili v teh tovarnah, ki so tukaj potem nastala v 60-70 letih. Mnogi Romi pa so šli s trebuhom za kruhom, kot mnogi Prekmurci v tujino, v Avstrijo, Nemčijo, in s tistim denarjem, ki so si ga tam zaslužili, so si potem doredili lepe domačije, hiše, in tudi to je pripomoglo k temu, da so nekako uspeli bolj socializirati oziroma se vključiti v to večinsko skupnost, bom tako rekel.